Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Marko Drobnič, vi ste predsednik uprave družbe Talum, ki velja za enega največjih industrijskih sistemov v Sloveniji. Povejte nam, kako vam je uspela ta preobrazba, ki je trajala, mislim, da 4 leta, o tem ste tudi predavali na tej konferenci. Zadnja 4 leta so bila najbolj intenzivna in tudi začeta takrat z začetkom energetske krize, ko smo se morali dokončno posloviti od srca naše tovarne v preteklosti, lastne proizvodnje primarnega aluminija v elektrolizi, ampak preobrazba je bila načrtovana že prej, 10-15 let praktično nazaj, ko smo se zelo intenzivno lotili strukturnih sprememb, preoblikovanja naših ne samo procesov, ampak tudi strukture produktov v tej smeri, da smo zmanjševali to odvisnost od naše lastne proizvodnje primarnega aluminija, s tem zmanjševali tudi našo energetsko odvisnost od oskrbe z električno energijo. Proizvodnja primarnega aluminija je znano namreč, da je velik porabnik električne energije, in ker smo ocenili tveganja na tem področju, smo se tudi že takrat zelo sistematično lotili našega prestrukturiranja v tej smeri, da smo spreminjali tehnološke procese, nabavne poti, oskrbe z materiali v tej smeri, da smo se lahko prilagodili do leta 2020 na način, da smo polovico proizvodnje v primarnega aluminija ustavili. No in potem je sledilo leto 2020, ko pa smo dali pospešek tej naši transformaciji, ki smo jo načrtovali strateško šele leta 2030, zaradi okoliščine energetske krize, popolnoma zaustavili proizvodnjo primarnega aluminija in potem začeli z še intenzivnejšim preoblikovanjem naših procesov. Kako nam je uspelo? Tako da smo malo predvideli, kaj se nam lahko zgodi. Imeli smo jasno strategijo in načrt, imeli smo podporo lastnika, takrat je bil še to Eles, danes imamo pri uresničevanju naše strategije podporo države oziroma SDH kot našega upravljalca. In zelo načrtno smo šli po tej poti. Tako da danes naše jedro predstavljajo 4 produktni stebri, ki so neodvisni od lastno proizvedenega primarnega aluminija, in obseg proizvodnje oziroma na prodaje nam glede na stanje prej praktično ni zanihal. Imamo pa zdaj jasno načrt naprej, povečevanje obsega proizvodnje in prodaje iz teh 105.000 ton ustvarjenih v lanskem letu tja do 130 oziroma 140.000 ton. Ti 4 stebri proizvodnje, kakšni so, kateri so to? To so stebri, ki so zdaj izključno vezani na oskrbo z zunanjimi viri aluminija. Naša usmeritev je jasna, vgraditi v te produkte čim več odpadnega aluminija. Prvič zaradi cene, drugič zaradi ogljičnega odtisa. Aluminij je 100% reciklabilen, seveda pa to ni enostavno, zaradi tega, ker je potrebno iz umazanega aluminija narediti zelo kvalitetne, kakovostne produkte, hkrati pa so to zdaj produkti, ki so tržno usmerjeni drugam, kot so bili prej naši. Ti so zdaj usmerjeni v zahtevnejše panoge, kjer so pričakovanja kupcev bistveno višja, kot so bila prej, kar pomeni, da je potrebno iz umazanega aluminija narediti kvalitetnejše izdelke, kot smo jih prej. Prvi produktni steber so drogovi, ki se uporabljajo standardno v pohištveni industriji, pa v gradbeništvu, vendar z to spremembo našo iz proizvodnje drogov zdaj v zeleni drog, mi temu rečemo, zaradi tega, ker je narejen popolnoma iz predelanega, recikliranega aluminija, smo prišli v strukturne segmente trga, kjer pa dobavljamo za strukturne dele, avtomobilske dele, ker pa so mehanske in trdnostne lastnosti na bistveno višjih in zahtevnejših nivojih, kar pomeni, da smo trčili v bistvu v popolnoma drugačne zahteve. Tukaj smo tudi spremenili model delovanja. Intenzivno smo se povezali z sosedskim podjetjem Impol, ki profile iz teh drogov proizvaja. Praktično 70
75% v tem trenutku, s ciljem tudi popolnoma zapreti te krožne zanke, zdaj proizvajamo za njih. Ključno pa je to, da od njih dobimo povratni material k nam na zelo kratke razdalji zapremo povratno zanko, se pravi, s tem vplivamo na zmanjšanje ogljičnega odtisa in pa seveda razvijamo skupaj z njimi v partnerstvu nove segmente zlitin, ki njim pomagajo potem prodirati tudi na nove trge, tako da tu je tudi spremenjen model delovanja. Potem so rondelice, jih mi imenujemo, to so diski, ploščice različnih premerov, tudi malih debelin, iz katerih se iztisnejo ali pa izvlečejo doze in tube iz aluminija. Aerosol doze, tube, tukaj smo prisotni v farmacevtski, kozmetični in pa prehrambeni industriji. Tukaj imamo smo največji proizvajalec na svetu, največji tržni delež, smo tudi največji razvijalec in tudi tukaj poskušamo našim kupcem ponuditi ta model, to rešitev, jaz ne rečem samo produkt, ampak rešitev, da pripeljemo od njih nazaj odpadni material in iz njega potem naredimo po njihovih zahtevah produkt. Tako da tu smo vodilni svetovni proizvajalec, prisotni praktično na vseh delih sveta, z izjemo res Daljnega vzhoda. Potem je program ulitkov, kjer smo prisotni v avtomobilski industriji, v motociklih, v splošni strojegradnji, toplotni tehniki. Tukaj proizvajamo, če v rondelicah recimo proizvajamo za L'Oreal, Procter & Gamble, Niveo, Unilever, se pravi take znane blagovne znamke na področju aerosol doz za deodorante. Tukaj proizvajamo za BMW, KTM, Volvo, Doppelmayr, to so nekateri naši dobavitelji, se pravi ali prestižne blagovne znamke na motociklih, avtomobilih ali pa tudi splošni strojegradnji Bosch za toplotno tehniko. Tukaj smo z tem najmlajšim programom prisotni od leta 2007 na trgu in počasi postopoma rastemo. In tudi naša strategija je nadaljnja rast, vendar v zelo zahtevne in kompleksne izdelke, se pravi enostavni izdelki. Za enostavne izdelke ni prostora več na evropskem poligonu, mora imeti visoko dodano vrednost izdelek, da si lahko konkurenčen. In potem še četrti so pa teplotni prenosniki, to so v bistvu znani smo bili tam, ko smo vgrajevali na zadnjo stran hladilnika te toplotne izmenjevalce. Če pogledate, je odprete hladilnik, se zadaj vidi, da je iz aluminija pobarvan sicer izmenjevalec, vendar smo mi zaradi tveganja odvisnosti od samo ene panoge se razvojno usmerili tudi na področje hlajenja baterij z temi izdelki, tako v specialnih vozilih, avtobusih, kot tudi v tovornih vozilih. Usmerili smo se na hlajenje večjih baterijskih sistemov, ki se danes inštalirajo za hrambo električne energije. Prisotni smo v toplotnih sanitarnih črpalkah v hiših kot hladilni elementi, v solarnih absorberjih, se pravi smo tudi tukaj razpršili strukturo našega portfelja izdelkov in s tem zmanjšali tveganja, če se na katerem karkoli zgodi, da nismo odvisni samo od enega in to so ti 4 naši produktni stebri. Koliko se je povečala dodana vrednost zdaj? Jaz vedno štejem od takrat, ko smo si začeli, ko smo si zastavili strategijo, je bila naša dodana vrednost manj kot 20.000 evrov na zaposlenega. Mi smo commodity proizvajalec, commodity, to so zelo enostavni produkti, livarske zlitine, v bistvu smo aluminij, ki smo ga proizvedli v elektrolizi, v livarni samo oplemenitli, malo dolegirali z neko drugo kovino, silicijem, magnezijem in potem v en enostavni hlebček vlili. Tega ne proizvajamo več in takrat je bila dodana vrednost relativno nizka, manj kot 20.000 evrov na zaposlenega. Danes je na segmentu, kjer smo največji na področju rondelec, ta dodana vrednost blizu 100.000 evrov na zaposlenega. Drugače pa je naša poprečna dodana vrednost v lanskem letu znašala več kot 65.000 evrov na zaposlenega. In imamo še v skupini 3 enote, kjer imamo podporne storitve,
ne samo proizvodnjo, in imamo še 3 druge družbe, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi. Tam je dodana vrednost malo nižja, govorimo o invalidskih podjetjih, v katerih imamo dejavnosti urejanja prostorov, čiščenja okolja, varovanja tehničnega in fizičnega in pa tudi ponudbe hrane, ne samo za nas, ampak vse to tudi za navzven, izvajanja cateringov in organizacijo prireditev, in tam so dodane vrednosti malo nižje in zato je potem tudi poprečna dodana vrednost malo nižja na nivoju celotne skupine. V Sloveniji se, tako kot v Evropski uniji, obetajo spremembe pri zbiranju embalaže, te odpadne embalaže. Zdaj vemo, da bodo pač kupci, tisti, ki to uporabljajo, že v produktu plačali tudi to končno obdelavo. Me pa zanima, saj to mogoče ni ravno vaše področje, ampak kaj vi mislite, bi tudi pri nas lahko za te pivske aluminijeve pločevinke bi lahko dobili ljudje v trgovinah kakšen evro ali pa cent ali ne? Če želimo spodbuditi maksimalno reciklažo in vračanje materialov nazaj v proizvodne procese, potem zagotovo. Zdaj ti sistemi pri nas v tem delu sveta, v evropskem delu sveta niso razviti ravno tako, kot bi sicer morali biti. In jaz ocenjujem, da je potrebno te sisteme nadgraditi. In ravno to zapiranje povratnih krožnih zank z našimi kupci je delna rešitev za njihove kupce, zaradi tega, ker ta material, ki ga oni potem morajo prevzeti od končnih kupcev, potem vračajo k nam in ga vračajo v produkt in potem brandirajo te svoje produkte kot popolnoma reciklabilne ali pa z 70, 75, 80% znižanim ogljičnim odtisom. In tudi na račun teh smernic in usmeritev smo mi v te modele delovanja šli. Poleg tega seveda, da znižujemo tveganja pri oskrbi z materialom, ki bo po moji presoji v naslednjem obdobju, sploh v evropskem prostoru, kjer lastne proizvodnje praktično ni bilo več, zdaj so določeni poskusi za ponovne zagone lastne proizvodnje aluminija, ampak ostali del pa moramo materialov uvoziti. In tveganje zadostnih oskrbovalnih verig na področju materialov, če se tukaj referiram pač na aluminij, je iz našega zornega kota ena izmed večjih tveganj. To pomeni s tem, da mi zapiramo cikle za našimi kupci, zmanjšujemo tudi tveganje. Lahko bi tudi vi sami odkupovali te stare pločevinke? Ja, sej mi določen del odpadnega aluminija preko zbiralcev, predelovalcev in naše lastno razvite mreže seveda pripeljamo v tovarno in jih potem tudi predelamo. Odpadna embalaža, doze, tube, to so sestavni del našega vhoda v proces. Ali pa pločevink za pijačo. Tako je, tiste, ki so iz aluminija, ker so še določene tudi iz jekla. Tako da ja, zagotovo. Ameriški sistem, kjer je tudi več tega prisotno na tržišču, ima boljše razvito to mrežo vračanja te embalaže nazaj in se v večjem deležu vrne v produkte kot v evropskem prostoru. Zanimivo. No? Ja, seveda. Oni imajo to akcijo reuse, reduce, recycle že vrsto let, že 30 let praktično. Tako da ja, jaz bi zagotovo to spodbujal. Zdaj, kaj vse te spremembe pomenijo za logistiko v vašem podjetju? Če je bila logistika prej za nas prevoz izdelka samo iz naše tovarne do našega kupca in se nismo kaj dosti z njo ukvarjali, je danes logistika eden izmed ključnih momentov zagotavljanja konkurenčnosti, tudi dviga produktivnosti. Nam se je popolnoma spremenil portfelj nabave materialov, različne vrste odpadnih aluminijev prihaja v tovarno. To je potrebno ustrezno skladiščiti, ustrezno mehansko predelati, potem ustrezno vgraditi po sestavah zlitin, ki najbolj pašejo končnemu produktu v procese, ustrezno pretaliti in obdelati talino. In v vseh teh 4 fazah, ki sem jih zdaj našel, je logistika izjemnega pomena. Če nimaš teh logističnih poti urejenih, skladiščnih prostorov, urejenih, posortiranih materialov na pravi način, lahko veliko izgubiš v procesu. Kar pomeni, že na tem segmentu je dobila logistika
izjemen poudarek pri nas. Seveda tudi z vso vhodno logistiko, ker prej smo si samo lastno proizveden aluminij prepeljali iz ene proizvodnje hale v drugo, ker smo ga vlili v izdelek. Danes seveda vseh teh 100 tisoč ton materijala, ki smo ga prej proizvedli sami, danes pride skozi vrata tovarne in ga je potrebno ustrezno obvladati. Potem pa so spremenjene logistični procesi znotraj tovarne, velika avtomatizacija in robotizacija, dela v smeri pametnih procesov, se pravi samovozeči viličarji, poleg avtomatizacije in robotizacije, popolnoma avtomatizirana skladišča in tudi tukaj logistika dobiva popolnoma drugačen kontekst. Tretja, ki pa jo gradimo, je pa potem navzven. Mi smo začeli veliko dobavljati tudi čez ocean, sploh na tem segmentu, ko smo največji, na Rondelicah. In kontejnerski transport postaja za nas vedno bolj in bolj pomemben. Če bi imeli možnost že v kontejnere nalagati material pri nas in jih dati na vlakovne kompozicije, bi seveda si še dodatno zagotovili konkurenčno prednost z zmanjšanim ogljičnim odtisom in tudi z cenovnega vidika. Zaradi tega in vsled tega, ker imamo zelo močno razvito infrastrukturo, mi smo včasih, ko smo imeli proizvodnjo primarnega aluminija kot surovino iz Kopra, vsaki dan prepeljali oziroma vsaki drugi dan prepeljali eno kompozicijo glinice. Imamo zelo močno železniško infrastrukturo, izvedli smo novi tovorni vhod z vsem napovednim portalom in ustrezno digitalizacijo in želimo tudi to infrastrukturo in pa potencial zemljišč, ki pa je pri nas še vedno v industrijskem kompleksu velik, 20 hektarjev točno za ta namen zdaj pripravljenega podrobnega prostorskega načrta za umeščanje intermodalnosti, intermodalnega logističnega centra. Mi računamo na kontejnerje, ravno zaradi tega, kar sem prej povedal, in pa dodatnih 50 hektarjev zemljišča v industrijski coni želimo izkoristiti za vzpostavitev intermodalnosti kot nekega novega stebra v delovanju naše skupine, Talumove skupine, seveda z partnerji, brez pomoči občine in pa tukaj smo staknili glavi tudi z lokalnim špediterjem Transport Frangež, smo pripravili ves ta proces, zdaj pa bo potrebno poiskati tudi partnerje, ki bi v nekih zalednih logističnih terminalih našli interes 300-250 km od Kopra, pa tudi iz Trsta, da bi skladiščili tu svoje ali pa pretovarjali svoje materijale, ki jih pripeljejo. In del predstavitve na logističnem kongresu ali pa interes nastopa Taluma na tem kongresu je tudi to, da plasiramo to zdaj že pripravljeno idejo trgu in pogledamo njegov odziv z željo, da že poleti, ko bomo imeli možnost vložiti za to vrstni objekt ali za to vrstni center tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, začnemo z že izvedbenimi aktivnostmi. To je iz našega zornega kota ena velika prednost tega območja in te lokacije, da imamo znotraj industrijske cone že pripravljen podrobni prostorski načrt za to vrstni center. Torej, zdaj, kako bo videti to intermodalno skladišče? S kom vse in kje, kam se boste povezovali? Tudi s Hrvaško, mogoče z Avstrijo, ali kako bo to videti? Zagotovo, ker leži Slovenija ali pa tudi recimo potem Kidričevo proti Mariboru ali Avstriji, čeprav je tukaj že pred Gradcem zelo močno intermodalno skladišče, ali pa potem proti Madžarski in severno naprej, velika možnost in je dober koridor za naprej, kar pomeni z železnico Koper-Trst in potem ali še železnica naprej ali pa potem tudi tovornjaki z prekladalnimi postajami znotraj tega intermodalnega logističnega centra. In v prvi fazi smo si ga zamislili kot kontejnerski terminal, kjer imamo prostora v prvi fazi za približno 3400
kontejnerjev, ki bi jih lahko pretovarjali. Imamo na voljo 11 km industrijskih železniških tirov, prostor med njimi, ki je praktično z malimi modifikacijami pripravljen za to. Potrebno je poskrbeti za manipulativne naprave, da se to ustrezno skrbi. Ključno, kar pa je, tega ne moremo delati sami. Prvič, zaradi tega, ker nimamo vsega tega znanja, zato smo se povezali, tako kot sem povedal, z lokalnim logističnim podjetjem oziroma špediterskim podjetjem, s Transport Frangeš, ki tudi vidi svoj interes v nadgradnji svoje storitve. Hkrati bomo pa se morali povezati z podjetji, ki vidijo interes pri pretovoru ali iz Kopra ali iz Trsta naprej in bodo našli v regiji možnosti ali pa priložnosti za to, da to vrstni terminal naredijo. To je zdaj naša naloga in ravno zaradi tega smo tudi tukaj na tem kongresu. Torej, omenjate občino Kidričevo, ali je ta industrijska cona oziroma to vaše intermodalno skladišče že vključeno v občinski prostorski načrt ali ne? Kako ste umeščali v prostor to? Kar nekaj časa. Občinski prostorski načrt je bil za celotno industrijsko cono itak izdelan, ampak za posebno namembnost tovrstnega centra je potrebno potem izdelati podrobni prostorski načrt. In kot sem omenil, je ta pripravljen. Mi smo imeli že javno razgrnitev, potrebno je določene dopolnitve narediti in ocenjujem, da bo v poletnih mesecih postopek tako daleč, da bomo lahko začeli z vlogo za gradbeno dovoljenje. Seveda pa moramo do takrat razjasniti, kakšno vrsto intermodalnega centra si želimo. Imamo na voljo še določene skladiščne kapacitete v sami industrijski coni v naših zgradbah, kar pomeni, da lahko pridodamo tu storitev tudi manipulacije. Imamo zelo močne storitvene enote pri nas, kjer lahko manipulacijo teh kontejnerjev, popravilo teh kontejnerjev pridodamo, kar pomeni, da lahko res široko paleto storitev potem ponudimo na eni lokaciji temu centru. Ključni je pa, kot ste omenili, podrobni prostorski načrt, kjer vemo, da je postopek dolgotrajen. Mi že 3 leta to počnemo in ravno zaradi tega nismo želeli za to idejo, preden nismo pred koncem ali res pred zaključkom tega postopka, tudi z idejo na planu. No. Zdaj pa je to pripravljeno in ocenjujemo, da je za to vrstni center, ki bi bil namenjen kontejnerskemu pretovoru, je potem ena izmed, če ne edina lokacija, ki je takoj pripravljena na začetek gradnje. Ste v lasti, kot ste omenili, Slovenskega državnega holdinga. Koliko bo vredna ta naložba v to intermodalno skladišče in kdo jo bo financiral? Zdaj, kar se tiče, mi smo v lasti države in delno tudi Slovenskega državnega holdinga, upravljajo z vsemi deleži tudi kapitalske družbe še država. Zdaj, prve ocene tistega, kar je potrebno pridodati za minimalno prvo fazo, so do 5 milijonov evrov različno, kaj je potrebno na teh 20 hektarjih narediti. Veliko od infrastrukture železniške tukaj že obstaja. Ravno to je namen teh pogovorov tukaj in v nadaljnjih mesecih do poletja, da preverimo interes tudi investitorjev, ladjarjev, večjih logistov, tistih, ki se sistemsko ukvarjajo z vzpostavitvijo skladišč in potem ta skladišča oddajajo naprej, ali imajo tudi oni interese za partnerstvo, govorim tudi o soinvestiranju. Naš Talomov vložek bo zagotovo vsa infrastruktura, ki jo imamo na razpolago. Potem je pa od modela intermodalnega centra odvisno, kako pridodajamo in kaj še lahko pridodamo v ta projekt. Čisto popolnoma zaključene finančne konstrukcije za ta projekt v tem trenutku nimamo, zaradi tega, ker je to odvisno tudi od tipa centra in pa predvsem od tistega, ki želi participirati, če potem pri tem logističnem centru.
V preteklosti je bil Talum znan kot velik porabnik električne energije. Za koliko se je zdaj ta poraba zmanjšala? Za zelo veliko. Ste lahko bolj konkretni? Ja, sem lahko zelo konkreten. Mi smo porabili v preteklosti, ko smo še imeli staro elektrolizo, smo porabili, to je bilo v letu 1990, 2 teravatni uri električne energije, to pomeni 2000 gigavatnih ur. Potem smo tisto staro elektrolizo ugasnili. To je bilo na leto ali na dan? To je bilo na leto. Ja. Potem je to padlo na 1200 gigavatnih ur na leto. To je približno 8-9% bilo slovenske porabe električne energije. No in to smo potem z zastavljeno strategijo, ki sem jo omenil, načrtno zmanjševali. Do leta 2020 je ta poraba padla na pol, na približno 650 gigavatnih ur. Z popolno zaustavitvijo pa smo to porabo 1,2 oziroma 1200 gigavatnih ur zmanjšali zdaj na 40 gigavatnih ur. Na leto. Tako je, kar pomeni, da nas to niti ne umešča več med elektrointenzivna podjetja po faktorju elektrointenzivnosti. Tako da smo tudi v tistem času energetske krize z to zaustavitvijo zelo veliko prispevali k temu, da smo lahko bolje obvladali situacijo pri oskrbi z energentov v državi. In to porabo imate zdaj plačano, ne? Ker včasih je bil Talum tudi velik dolžnik. Ja, to je pa bilo v 80-ih letih in na ta račun, ko je še takrat Eles oskrboval Talum z električno energijo, je postal Eles 85% lastnik, ampak to je bilo v letih pred 90. Danes ti modeli niti slučajno niso več mogoči in tudi finančni izkazi tovarne so dobri. Dosegamo ne še čisto tiste ciljne donosnosti, ki si jih želimo. Ob zapolnitvi proizvodnih zmogljivosti vsled tega prestrukturiranja, ki pa jih načrtujemo zdaj v letih 2026-2027, z prehodom iz teh 105 na 140 tisoč ton, bo pa tudi tista ciljna donosnost 10% na kapital, ki smo si jo tudi nekako v strategiji zadali, pa tudi uresničljivo. No, na tej konferenci lahko veliko slišimo o implementaciji umetne inteligence v vse te sisteme v logistiki, celo nekakšnih robotov oziroma agentov, to se pravi Artificial Intelligence Agents, ne, to se pravi roboti sami vse počnejo. V kolikšni meri vi to uporabljate? V relativno veliki, čeprav imamo tu še vedno priložnosti za izboljšave. Tip industrije, ki je pri nas na nek način determinira, v katerih segmentih je možno uporabiti. To so vseeno večji agregati za recimo pretaljevanje odpadnega aluminija, ampak na tem segmentu so z dozidnimi, šaržirnimi napravami, posnemalnimi napravami, ki so vse avtomatizirani, bi lahko rekel roboti, praktično avtomatizirani in robotizirani ti procesi. Se pravi, smo sodelavci v skupini, bolj ali manj posluževalci samo teh naprav. Nadaljnji deli procesov, kot so litje traku, recimo pri rondelicah, izsekovanje, žarjenje, obdelava teh rondelic, to so vse avtomatizirani procesi. Nadaljni del so skladiščne kapacitete, kjer to počnejo samo vozeči viličarji, kar pomeni pametna tovarna je tukaj. Zdaj umetna inteligenca ali pa generativna umetna inteligenca je pot, po kateri tudi stopamo, zaradi tega, ker si želimo z samoučečimi napravami doprinesti k temu, da bomo lahko izboljševali procese. Pametne dvojčki so pri nas že implementirani v procesih, kar pomeni, da z temi pametnimi dvojčki že simuliramo in poskušamo napovedovati optimalne sestave zlitine, zato da so naši izdelki čim bolj ciljno prilagojeni tistim karakteristikam in brez napak, ki jih želimo na koncu imeti.
Humanoidni roboti so naslednja stopnja. Smo v 2 projektih v tem trenutku za vzpostavitev tudi v določenih operacijah, kjer želimo še izboljšati ergonomijo na delovnem mestu z implementacijo humanoidnih robotov, tako da tudi na tem segmentu smo v razvojni fazi v tem trenutku prisotni. So te rešitve prisotne že pri nas. Torej, Impol Slovenska Bistrica, že ste omenili to podjetje, je na nek način bila vaša konkurenca, je še, oziroma kako ste vi vzpostavili to sodelovanje pri teh zelenih drogovih, kako se je to začelo? Tako da presežeš bariere vrtičkarstva na relativno kratkem območju. Potrebno je v globalnem svetu za zagotavljanje konkurenčnosti neminovno sodelovati, se povezovati, stakniti glave. Mi smo sicer oboje veliki v slovenskem merilu, ampak v svetovnem merilu pa smo, ne bom rekel majhni igralci, ampak če nas skupaj pogledaš, srednji igralci, in če se ne povezuješ, ne moreš dosegati rezultatov, kot jih lahko, če se povezuješ. In to preseganje te miselnosti, stakniti glave, deliti znanje drug z drugim, pogledati, kakšne prednosti določene spremembe prinašajo pri enem in pri drugem, če jih naredimo oboje hkrati, kar v tem primeru povečanega sodelovanja z njimi zaradi zaprtih krožnih zamk je v obeh primerih bila v bistvu win-win situacija. To nas je pripeljalo do tega, da smo začeli intenzivno sodelovati, hkrati pa pritisk globalne konkurence. In s tem, ko si mi na zelo kratkem relaciji zapremo povratne zanke, si v bistvu tudi optimiramo stroške, hkrati ogljični odtis, in ta ogljični odtis je z vidika trajnosti in doseganja ESG ciljev, ki so tako pri nas, kot tudi pri njih neka rdeča nit delovanja, v bistvu lažje dosegamo in lahko pa imamo tudi konkurenčne prednosti, ki jih lahko potem plasiramo z manjšim ogljičnim odtisom našim kupcem. Torej, vi načrtujete tudi gradnjo sončnega polja z močjo več kot 50 megavatov. Tako je. Kako je s tem? Predhodni postopek je potekal na Ministrstvu za okolje in prostor. Mi smo vso dokumentacijo pripravili. Te sončne elektrarne želimo umestiti na opuščenih odlagališčih, se pravi na degradiranih zemljiščih, kjer je Talum dolga leta preteklosti, ko je še proizvajal glinico, surovino za proizvodnjo aluminija iz boksita, in en ostanek se je skladiščil, to je že od začetka 90-ih let zaprto. Na teh želimo postaviti te sončne elektrarne, plemenititi ta zemljišča, hkrati pa z tem, skladno z zakonom o umeščanju tovrstnih objektov na te prostore, izvesti še dodatne ukrepe, ki potem dolgoročno preprečijo kakršenkoli vpliv na okolje. Govorim o pronicanju vode, podtalnice, se pravi, skupaj z temi elektrarnami je potrebno izvesti tudi določene ukrepe, ki so takšni, da bomo s pomočjo teh ukrepov dosegli to, da bomo vso vodo, padavinsko vodo odvedli iz telesa odlagališča in ne bo več pronicala v podtalnico, kar pomeni tudi trajnostno, ne samo iz vidika proizvodnje trajnostne energije, ampak tudi iz vidika trajnostnega ravnanja, glede na to, kar je pač bilo v preteklosti in nimamo vpliva, želimo z tem projektom doseči ta oba cilja. Prve dopolnitve te dokumentacije ravno delamo, ker so prišle zahteve še in določene vprašanja iz Ministrstva za okolje in prostor. Verjamem, da bomo to v roku meseca ali 2 naredili in upam in želim si, da bomo tudi na ministrstvu potem, da bodo na ministrstvu ekspeditivni in nas bodo hitro podpirali pri nadaljnih aktivnostih, da to čim prej dosežemo. Nenazadnje si sončne energije tako ali drugače, skupaj z baterijskimi hranilniki, ki pa so pri nas v industrijski coni že nameščeni, vsi želimo. Dobro, gospod direktor, če bi morali v eni besedi strniti, kako bi poimenovali to preobrazbo?
Jaz bi v dveh izjemno doživetje. Ja, no, hvala lepa Hvala. za ta izjemen pogovor, gospod Marko Drobnič. Hvala. Hvala, tudi vam.